Dober dan, moje ime je Andrej Ficko, prihajam iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in sem vodja projekta Digitalizacija kmetijskih gospodarstev za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi DigiGozd. V projektu poleg Biotehniške fakultete sodeluje še Zavod za gozdove Slovenije, Srednja lesarska in gozdarska šola iz Maribora, podjetje Zavita in 6 kmetijskih gospodarstev, ki prihajajo iz različnih delov Slovenije in predstavljajo različne velikostne razrede slovenskih posesti. Tematika projekta je vezana na razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva. Trajanje projekta je do konca julija 2024, projekt pa se nahaja v začetni fazi. Skupna višina odobrenih sredstev je 350 tisoč evrov. Praktičen problem, ki ga projekt obravnava, je, da lastniki nimajo orodij za sestojno inventuro, za napovedovanje razvoja gozdov na svoji posesti in nimajo orodja, ki bi jih podpiralo pri načrtovanju, pri odločanju na njihovi posesti. Zato želimo v projektu lastniku gozda omogočiti, da sam pridobi podatke o sestojih, ter da sam oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja, ki izhajajo iz gospodarjenja. V projektu nameravamo razviti in testirati različna mobilna in računalniška orodja, na primer za sestojno inventuro, za modeliranje razvoja gozdnih sestojev in za podporo odločanju, ki bi delovalo ob spremenjenih okoljskih in ekonomskih razmerah. Rezultati, ki jih pričakujemo v naslednjih 3 letih, so najprej vzpostavitev mobilne aplikacije za izmero sestojnih parametrov, take, ki bo primerna za slovenske razmere in za slovenskega uporabnika. Potem želimo izdelati simulator razvoja sestojev, izdelati računalniško orodje za podporo odločanju, za optimizacijo zaporedja in vrste ukrepov za dosego določenega cilja. Ob tem pa želimo lastnike opremiti tudi izdatno z navodili, s priročniki, kako vse te aplikacije uporabljati in kako v čim večji meri doseči njihovo uporabo. V ta namen nameravamo uporabiti več različnih pristopov. Na različnih delavnicah testiranih želimo dobiti tudi povratno informacijo lastnikov, kaj morda izboljšati oziroma na kakšen način aplikacije narediti še bolj prilagojene lastnikom. V končni fazi želimo naše rezultate razširiti na čim širši ravni, tako v strokovni kot v poljudni literaturi. Na koncu, ker smo šele na začetku, lahko rečem, da se vse začne z gozdno inventuro, z dobro oceno stanja gozdov in kot prvo orodje bo zagotovo za lastnika dobrodošlo nekaj, kar bo lahko nosil v svojem žepu, na pametnem telefonu in nekaj, kar bo dejansko uporabljalo slovenske podatke in slovenske volumenske funkcije. Na podlagi tega bo že na pol poti uspeha. Če pogledamo, kaj bo lastnik gozda dobil od našega projekta, kaj svetovalna služba in kaj mi raziskovalci, lastnik bo zagotovo izboljšal samostojnost, bolj suveren bo na odločanju, kaj storiti v naslednjih letih, kje posekati, kakšna negovalna dela so potrebna. Z uporabo optimizatorja bo lahko izračunal, kaj je najboljša rešitev za dosego cilja. Svetovalna služba bo z orodji in tehnologijo, ki jo mi poskušamo v prakso pripeljati, izboljšala gospodarjenje z zasebnimi gozdovi oziroma prispevala k širitvi primerov dobre prakse v širšem prostoru, ne samo med temi našimi partnerji, ki so v projektu. Z naše strani kot strani raziskovalca pa bomo okrepili aplikativne raziskave na področju modeliranja, take raziskave, ki bodo dejansko za posameznika uporabne in bodo prispevale k boljšemu, konkretnejšemu odločanju na ravni nekih konkretnih okvirov, kjer dejansko prihaja do odločitev, to pa so
gozdne posesti. Za več informacij sem na voljo po spletnih kanalih, telefonu, in se priporočam za kakršnekoli pripombe. Hvala lepa.